BMW me je danes povabil v München, da opravim pomembno misijo. No, ni misija nemogoče, ker ne rabim preprečiti jedrske vojne, pa zraven mene ne bo sedela Paula Patton, žal, pa tudi ne zgledam še toliko dobro kot Tom Cruise. Še. Ima pa nekaj skupnega. Če se je on v filmu preganjal z konceptom BMW Vision Efficient Dynamics, je danes tudi moja naloga, da sedem za volan najnovejših bavarcev. Sicer ne za volan tega, ker pride naslednji let, ampak imajo še marsikaj drugega zanimivega. Ja, elektrika. Mogoče kasneje tudi vodik, ampak za tisto bo treba še zelo veliko narediti na infrastrukturi, trenutno pa je to naslednja velika stvar. Čudno bi bilo, če se bavarci ne bi lotili stvari resno, ker ne nazadnje govorimo o znamki, ki je svoj prvi električni avtomobil predstavljal že pred skoraj 50 leti. Govorimo o modelu 1602e, ki je bil na prvi pogled čisto običajen, je pa tista črka E v imenu naredila razliko. Klasičen motor na notranje zgorevanje so zamenjale baterije in elektromotor, z okrog 60 km dosegom pa je bil v času olimpijskih iger leta 1972, ki so se odvijale tamle čisto blizu, odličen spremljevalni avtomobil, za katerem se tekli na dolge proge, da jim ni smrdeli. Sledili je še precej električnih poskusov, za prvi resen premik pa je poskrbel tale, BMW i3. Je kar hecen, če pomislim, da je med nami že 7 let, pa še vedno izgleda, da bi na ceste zapeljal pred kratkim. Na testu smo imeli že 5 različic, od tiste prve z 18,8 kW baterijo pa do takšne, kjer je kapaciteta približno še enkrat tolikšna. Ko se z njim takole neslišno preganjam po okolici Münchna in puščam vse za sabo, mi je tako jasno, zakaj nam je bil ta avto vedno pri srcu. V 7 letih so jih prodali za vidljivih 165 tisoč in ob lansiranju je veljal celo za tretji najbolje prodajan električni model na trgu, pa so se pri BMW-ju vseeno odločili, da druge generacije ne bo. Če hočete prvo, ki vam je lahko samo priporočam, pa imate še čas, ker ji bodo življenjsko dobo raztegnili vse do leta 2024. Zadnji vlak za i8 pa ste žal že zamudili. V aprilu je iz tovarne v Leipzigu zapeljal zadnji izmed 20.500 primerkov, je pa tukaj bolj kot sama številka pomembno, da je BMW z modelom i3 ljudi prepričal, da je elektrika lahko tudi cool in da je lahko današnja ponudba že precej dobro naelektrena. Ja, sem upal, da vam bom lahko kaj več povedal tudi o najnovejšem električnem križancu iX3, pa ga bomo lahko vozili šele oktobra. Takrat bomo tudi videli, kako se obnese 74 kW litij-ionska baterija, ki je tukaj spodaj, pa kako se obnese motor, ki ima 210 kW, to je 286 konjev. Ampak najboljša stvar pa vsem skupaj je to, da po VLTP prevoz 460 km. Ja, cena v Nemčiji bo od 68 tisoč evrov naprej, 16% DDV. Ampak to rabite recimo 2 do 3 krat na leto, večina ljudi, ne? In zaradi tega bo mogoče večini bolj prav prišel priključni hibrid. Čeprav vam lahko iz prve roke povem, da elektrika ni noben bav, se mi zdi, da proizvajalci danes s priključnimi hibridi ponujajo odgovor na še tistih nekaj pomislekov, ki jih imate kupci. Pri skupini BMW, ki trenutno proda največ priključnih hibridov na svetu, 14 jih imajo, pravijo, da ti združujejo najboljše iz obeh svetov, ker povprečni evropski voznik do službe in nazaj ne prevozi niti 60 km. To pomeni, da bi morale baterije zadostiti potrebam večine dnevnih migracij, za daljše poti pa v pripravljenosti tako ali tako čaka tamle odsprečjo bencinski motor. Tiha vožnja brez emisij pa ni edini razlog, zakaj hočete hibrid. Tudi če je njegov nakup na začetku nekoliko dražji, raziskave pravijo, da bi lahko ob pridnem polnjenju doma in v službi voznik v primerjavi s klasično različico privarčeval med 20 in 30% stroškov porabljene energije. Na dolgi rok bi imel pa še manjše stroške servisnih storitev. Marsikje, sploh v velikih mestih, avtomobilom z motorjem z notranjim zgorevanjem že omejujejo vstop. Potem v zaviranih gre energija v nič in v vročih dneh si ne morete takole fino nastaviti hlajenja vnaprej. Okej, sej sedmici nič ne manjka, ampak mene danes najbolj mika tale. Prenovljeni BMW serije 5. Ima malo drugačne luči, lepše zašiljeno masko in odbijača in kot vidite tudi nekaj kamuflažnih nalepk. To zato, da ga lahko živalski vrt parkirate med zebre, pa ga noben ne bo našel. Ne, saj ima toliko malo nalepk, da je skoraj tega ne boste opazili. Je pa tole še prototip, zato če vas kdo vpraša, vam ga nisem pokazal. Je pa zanimiv, ker na zadku zdaj piše namesto oznake 530e, ki sicer še vedno obstaja, 545e. Na voljo bo samo v limuzinski različici, namesto 2-litrskemu turbo bencinskemu motorju pa bo pomagal 3-litrski turbo,
Zato bo sistemske moči zdaj za skoraj 400 konjičkov, kar je 290 kW, navora pa za 600 Nm. Ker je pogon 4-kolesni X-Drive, se lahko takšna petica do stotice izstreli v samo 4,7 sekunde. To je to, kot je imel včasih M5. No, baterija z 11,2 kWh pa ostaja enaka, zato je njegov električni doseg vseeno kakšen kilometer manjši kot pri 530e. Ampak spet, s kakšnimi 40 km v praksi se boste lahko samo na štrom vozili večino časa, živali pa vam bodo ob tem samo veselo ploskale, ker boste BMW-ju skupno količino izpustov CO2 pomagali do leta 2030 zmanjšati za najmanj 30%. Pa še zaradi nečesa vam bodo živali hvaležne, ne? Zato, ker je klele umetno usnje, pravijo mu pri BMW-ju vegansko usnje. Od zdaj naprej ne bo več nobena krava umrla, da boste vi lahko tako lepo udobno sedeli. Pa še lukance so v usnju zaradi tega, da ne boste švicarka konj. Če naredim primerjavo s konjem, to verjetno je tudi pogodo veganom, ne? Ali ni? Ja, trend kaže, da bo do leta 2025 vsak tretji, do leta 2030 pa celo vsak drugi BMW elektrificiran. To pomeni, da bo prihodnost čista in tiha, a ne? No, do takrat bo pa še kar dišala po bencinu.